Občina Radovljica je ena izmed občin, ki praznuje dva občinska praznika. Enega 5. avgusta, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon, in enega 11. decembra, ko je bil rojen dramatik Anton Tomaž Linhart. V Linhartovi dvorani je potekala osrednja občinska prireditev, kjer je župan podelil plakete in pa pečate občine Radovljica. Častni naziv pa je letos pripadal ženski, gospe Mariji Kolar, predsednici ljubiteljev stare glasbe. Iskrene čestitke. Spoštovani in cenjeni gostje, drage deželanke in deželani, nagrajenke in nagrajenci. Lepo pozdravljeni na slovesnosti ob prazniku občine Radovljica 11. decembru. Vsako leto je obletnica rojstva našega velikega Antona Tomaža Linharta priložnost, da se poveselimo ob misli na uspešno zaključene projekte in srečevanja preteklega leta in se družno zremo k priložnosti novega leta. Predpraznični večer bomo tradicionalno sredinili okoli prejemnic in prejemnikov občinskih nagrad. Vrhunec pa bo podelitev najvišjega priznanja, naziv častne občanke. Med nami pa prav posebej lepo pozdravljamo župana Cirila Globočnika, državnega svetnika Bogomirja Vnučca, podžupana občine Žirovnica Sebastjana Zupana, častna občana Avguština Mencingerja in Marijo Kolar, novoizvoljene članice in člane občinskega sveta in predstavnike krajevnih skupnosti. Vsi dobrodošli na letošnji slovesnosti. Uvodno skladbo Fantazijo F-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta so izvedli učitelji glasbene šole Radovljica Gašper Primožič, Tomaž Cinašek, Matjaž Kokal, Tone Iskra in Žan Legat. K praznični besedi pa vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Cenjene nagrajenke in nagrajenci, spoštovani gostje. Ob skorajšnjem praznovanju Linhartove rojstnega dne in praznika naše občine vas prijazno pozdravljam. Ponosen sem, da lahko v družbi 6 velikih mož, ki so tako pomembno zaznamovali življenje naše dežele, tokrat pozdravim damo, novo častno občanko občine Radovljica, gospo Marijo Kolar. S tem priznanjem se današnja slavljenka pridružuje Slavku Avseniku, Urošu Kreku, doktorju Cenetu Avguštinu, Egidiju Gašperšiču in Avguštinu Mencingerju, ki so s svojo predanostjo, ustvarjalnostjo in izjemnim delom pustili neizbrisen pečat v zgodovini občine Radovljica in prispevali k njenemu razvoju, prepoznavnosti ter ugledu tako doma kot v svetu. Leto, ki se izteka, ni bilo lahko. Po epidemiji COVID-19 sta nas pretresli vojna v Ukrajini ter huda energetska kriza, ki je še kako posegla v življenje vsakega posameznika in tudi delovanje naše občine. Na spremenjene razmere smo se odzvali hitro in učinkovito ter uspeli uresničiti večino zastavljenih nalog in pa ciljev. Tudi v tem letu sta bili v ospredju kakovost življenja občanov in turistična prepoznavnost občine. Obema ciljema smo sledili s projekti,
kot so energetske prenove šol in vrtcev, nadgradnja prometne infrastrukture za trajnostno mobilnost, gradnjo komunalne infrastrukture, urejanje športnih in rekreativnih površin, promocijo trajnostnega turizma in tudi programi medgeneracijskega sodelovanja. Spodbudili in podprli smo različne preventivne programe in projekte na področju zdravstva, sociale, vzgoje, izobraževanja ter športa. To je naš drugi praznik in vsakič se jaz spomnim v tem veselem decembru, da je bila to izredna prireditev. Danes pa sploh, ker bomo podelili častni naslov občanke, torej prva ženska bo dobila ta častni naslov, to je gospa Marija Kolar in jaz sem res izredno zadovoljen. Tudi soglasno je bilo to potrjeno na občinskem svetu in se veselim tega dogodka. V letošnjem letu je bilo zelo veliko narejenega, veliko zaključenega, veliko se je gradilo, delalo na področju infrastrukture, na področju šolstva. Kaj vam je od tega najbolj pri srcu? Ja, tako bom rekel, no, veliko je bilo projektov, pa če rečem, največji projekt je bil sigurno pri infrastrukturi, torej ureditev infrastrukture Lancovo. Smo bili tudi uspešni, kajti dobili smo preko polovico nepovratnih sredstev, to je okrog 1,6 milijona evrov. Seveda cel projekt je bil 3,3 milijona. Potem pa seveda zelo velik projekt, ki bo na koncu okrog 5 milijonov evrov, je rekonstrukcija oziroma povečava našega kopališča, bazena v Radovljici. Tudi ta bo v roku slabega meseca zaključen. Seveda so bili pa manjši zelo pomembni projekti, ki so pa bili zaznamovani v vseh 12 krajevnih skupnostih. Tako da ugotavljam, da smo kar lepo porazdelili sredstva in da so vidni ti manjši, zelo pomembni projekti, predvsem gre tako za infrastrukturo, kot tudi v okviru participativnega proračuna. Tako da lahko ugotovim, da če gledam zdaj zadnji 2 leti, smo res ogromno naredili in sem vesel, da nam je to uspelo in da smo zagotovili tudi vsa sredstva. Obnavlja se Klinarjeva hiša v Kropi in narejena je bila streha in pa mansarda. Ja, tudi tam je res, mi čakamo na ponoven razpis, da bomo kandidirali za celotno zgradbo, imamo tudi gradbeno dovoljenje in jaz upam, ker je projekt vreden čez 1 milijon evrov, da bomo zajeten del sredstev dobili od Ministrstva za kulturo, kajti čudovit objekt bo, ko bo v celoti saniran. In prav danes je bila predstavitev v Lescah? Ja, tukaj pa lahko povem, da sem bil pravzaprav do zadnjega kar malo v stiski, ker sem obljubil, da bomo naredili ta kozolec, topler v Lescah, ki bo namenjen medgeneracijskemu srečavanju vseh, torej od najmlajših do najstarejših, za športno vadbo,
In sem zelo vesel, da je bilo res to potem do volitev tudi storjeno, narejeno in že vsi s pridom koristijo ta objekt, tako otroci iz vrtca, iz šol, gasilci, oranžne telovadke in telovadci, tako da sem zelo vesel. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, prijetno praznovanje in hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Letos se spominjamo tudi 100-letnice rojstva častnega meščana, skladatelja Uroša Kreka. Njegovo ljudsko pesem za visok glas in klavir sta izvedli sopranistka Mateja Klaprotnik-Dolar in Irena Kolar na klavirju. Krek je v nekem časopisnem pogovoru za ključno načelo, ki se ga je vse skozi držal in je bilo skoraj aristokratsko izrazil: sebe potisneš v ozadje, da postaneš svoj. In prav tak odnos, ki ga je Krek gojil do glasbenega ustvarjanja, prepoznavamo v dosežkih letošnjih nagrajencev. Da bi dosegli nekaj za širšo skupnost, so pripravljeni storiti več, delati pripadno ter pošteno. Občina Radovljica vsako leto nagradi študente, ki so zaključni letnik študija in diplomo opravili z odliko. Odlične študentke in študenti prejmejo denarno nagrado za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. Na oder vabim župana občine Radovljica gospoda Cirila Globočnika, da podeli nagrade diplomantom, ki so v preteklem študijskem letu zaključili študij z oceno 9,5 ali več. In letošnji nagrajenci so Tilan Cvenkel, magister inženir elektrotehnike iz Ljubnega. Tilan Cvenkel, kakšno fakulteto zaključujete? Zaključujem magistrski program elektrofakultete v Ljubljani. Mislim, v bistvu sem že zaključil to. Smer avtomatika. Ja. Ste že zaposleni? Sem, ja. V podjetju RLS Merilna tehnika v Vodicah oziroma v poslovni coni Komenda. Delam približno že let tam, tako da Ste zadovoljni s svojo zaposlitvijo? Seveda. Delam kot programer, tako da. Kaj vam pomeni današnja nagrada? Ja, definitivno je to kot neko, vidim kot neko priznanje za preteklo delo. Ja. In vaše novoletne želje? V bistvu predvsem, da se stvari normalizirajo, predvsem, da se umiri ta situacija s korono in tudi nasploh v Sloveniji, da se stvari malo pomirijo. Iskrene čestitke in srečno. Hvala. Janina Gašperlin, diplomirana ekonomistka iz Vrban. Janina Gašperlin, katero fakulteto ste zaključila? Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Smer management. Ste sedaj že na tem, da greste v službo? Imam že par izkušenj, ampak trenutno še nadaljujem magistrski študij na financah. Kaj vam pomeni, da ta nagrada danes ob občinskem prazniku? V bistvu mi je zelo čast, ena velika potrditev, da kar delam
opazijo tudi drugi in s tem skupaj več rastemo. In kakšne so vaše novoletne želje? Da bi bila še naprej tako uspešna, da bi dobila službo, ki si jo želim in da me to nekako nese naprej skozi življenje. Ines Jelenc, magistrica, profesorica poučevanja matematike in računalništva iz Radovljice. In Alja Smolčič, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok iz Radovljice. Iskrene čestitke in veliko uspehov na nadaljnji poklicni poti. Alja Smolčič, kaj ste vi zaključili, katero fakulteto? Sem v bistvu zaključila dodiplomski študij predšolske vzgoje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Imate rada otroke? Ja, seveda. Se vam služba že obeta? V bistvu sem zdaj nadaljevala svoj študij in sem zdaj na dodiplomskem študiju razrednega pouka, tako da bom letos zaključila še to. In kaj vam pomeni nagrada župana? Ja, je v veliko čast, da lahko prejmem tako nagrado. Čestitke. Hvala. Spoštovane in spoštovani, sledi podelitev pečatov, ki jih podeljuje župan. Pečat občine Radovljica prejme Dušan Jelovčan za aktivno in predano delo v krajevni skupnosti Mošnje in prostovoljnem gasilskem društvu Mošnje. Dušana Jelovčana njegovi sokrajani med drugim poznajo po njegovih sposobnostih vodenja in povezovanja, delavnosti in zavesti o pomenu ohranjanja odličnih odnosov tako v društvu kot v kraju. Zato ne preseneča, da že 10. leto opravlja nalogo poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Mošnje, vestan in predan svojemu delu pa je tudi kot predsednik krajevne skupnosti. V gasilske vrste je vstopil že kot otrok z 9 leti, od leta 2005 je aktivni operativni gasilec. Vsa ta leta se je dodatno izobraževal in opravil vrsto usposabljanj za gasilske specialnosti, letos je uspešno opravil tečaj za gasilskega častnika. V času njegovega vodenja operativne enote je društvo dobilo nova gasilska vozila, se utrdilo v Gasilski zvezi Radovljica, sodelovanjem na intervencijah izmed meja občine Radovljica pa si pridobilo ugled tudi na širšem območju. Od leta 2013 je tudi član poveljstva Gasilske zveze Radovljica, kjer svojo umirjenostjo in razsodnostjo prispeva k sprejemanju pomembnih odločitev. Z mladostno zagnanostjo, vizijo in skrbjo za dobro počutje vseh krajanov krajevne skupnosti Mošen, Dušan Jelovčan aktivno prispeva k razvoju celotne lokalne skupnosti. Večje investicije načrtuje z mislijo na potrebe celega kraja in hkrati skrbi, da so tudi manjša dela prek leta bedno izvedena. S svojim sodelovanjem in pomočjo prispeva tudi k uspešni izvedbi turističnih prireditev ter športnih in kulturnih dogodkov. Dušan Jelovčan, tudi vi ste gasilec, prihajate iz prostovoljnega gasilskega društva v Mošnjah. In kakšno je vaše društvo, kako bi ga opisala, orisala? Ja, smo društvo prve kategorije. Trenutno imamo nekaj čez 100 članov, od tega je 27 operativnih članov, zelo aktivnih na vseh področjih. Tukaj moram izpostaviti starejše gasilce, veterane, ki se udeležujejo državnih tekmovanj, mladine, ki se udeležuje na nivoju občine in pa tudi regije, se pravi gorenjske regije, in pa nasplošno zelo aktivno. In kakšen je vaš podmladek pri gasilcih? Ja, zelo uspešni, zagnani, kot pač vsi mladi so zelo zagnani, delajo, se uvajajo, pripravljajo, da nas enkrat zamenjajo. Ko bomo šli mi majhen v penzion, bojo to prevzeli te mladi, ki so zdaj res zelo aktivni, pa moram pohvaliti vse mladince in pa mentorje mladine. Tako. Se udeležujete kakšnih tekmovanj?
Ja, tako kot sem že omenil, no, zelo veliko tekmovanj se udeležujemo, predvsem starejši gasilci, ki so, bom rekel, trenutno tista gonilna sila v Gasilski zvezi Radovljica. Pa je pa posledično tudi na nivoju Gorenjske, na nivoju, tudi na državnem nivoju. Letos jim je sicer spodletelo, vendar so vseeno zelo zagnani, zelo dobri. Tako da smo zelo ponosni tudi na starejše gasilce. Pa tako kot sem že omenil, člani se udeležujemo na nivoju Gasilske zveze Radovljica, mladina pa tudi potem naprej na Gorenjsko in tako dalje. Še vaše novoletne želje? Novoletne želje, bom rekel tako, če se dotaknemo gasilstva, da bomo sodelovali še tako naprej, da bomo uspešni, čim manj intervencij, čim več vaj in pa odlično sodelovanje. Kar pa se tiče samega kot predsednik krajevne skupnosti, si pa želim, da bo svet krajevne skupnosti še vedno tako složen, da bomo delali v dobrobit krajanov, pa da bomo sodelovali z vsemi tako, kot smo do sedaj. Iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. Pečat občine Radovljica prejme prostovoljno gasilsko društvo Lancovo ob 40-letnici delovanja društva. Priznanje bo prevzel predsednik prostovoljnega gasilskega društva Miran Zupan. V teh 40 letih so generacije, od prvih pobudnikov in ustanoviteljev društva pa vse do danes, na Lancovem zavzeto gradile gasilsko dejavnost. Društvo je vztrajno raslo s podporo občine, Gasilske zveze in krajanov. Prihajali so novi prostovoljci in člani, katerih vodilo sta bila skupna želja po dobrem delu in požrtvovalnost. Skupnimi močmi je prostovoljno gasilsko društvo Lancovo skozi leta s prostovoljnim delom, energijo in finančnimi sredstvi pridobilo novo, sodobnejše gasilsko opremo, primerna vozila in nov urejen gasilski dom. Visoko usposobljenost in znanje sta trdna podlaga za uspešno spopadanje s celo paleto izzivov, od večjih požarov, žleda, poplav in nudenja prve pomoči prvih posredovalcev do pomoči na lokalni in državni ravni. Društvo je sodelovalo pri vseh večjih intervencijah v radovljiški občini, v mnogih drugih slovenskih krajih in v tujini, med drugim ognjeni ujmi na Krasu in v pobratenem srbskem Svilajncu, ki so ga ogrozile poplave. Mladinske tekmovalne ekipe, ki tako na regijski kot državni ravni posegajo tudi po najvišjih mestih, potrjujejo prizadevno delo v društvu in uspešno nadaljujejo tradicijo predhodnikov. Miran Zupan, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Lancovo, ob občinskem prazniku občine Radovljica dobivate pečat občine Radovljica. Gasilci so vedno potrebni, kadar je naravna nesreča, kadar je požar. Tako je. Prostovoljno gasilsko društvo Lancovo je letos praznovalo 40-letnico svojega obstoja in pač ob tej priložnosti se je gospod župan odločil, da nam podeli to priznanje, ki nam seveda veliko pomeni. To je rezultat našega dela in zaupanja župana in vodstva do nas. In koliko gasilcev je v vašem društvu? V našem društvu je približno 120 gasilcev, od najmlajših do veteranov. Smo aktivni na vseh področjih, tako na operativnem, potem tekmujemo v različnih kategorijah. Obstojate pa že 40 let, upam, da ste 40-letnico dobro proslavili. Seveda, 40-letnico smo praznovali v mesecu avgustu, v petek smo imeli slavnostno sejo in srečanje veteranov v občini Radovljica, potem na soboto pa je bila parada in seveda prava gasilska veselica. In še vaše novoletne želje? Naše novoletne želje, da bi nas ljudje čim manj potrebovali. Čestitke tudi ob tem pečatu in hvala lepa za pogovor. Hvala. Pečat občine Radovljica prejme tudi Luka Potočar, športnik in dobitnik Bloudkove plakete za vrhunske dosežke v športnem plezanju na svetovni ravni. Danes je svojo prisotnost opravičil, prisluhnimo pa obrazložitvi. Luka Potočar je športnik, plezalec Jesenic, ki mu je kljub mladosti uspel izjemen tekmovalni preboj. Pri športno-plezalnem odseku Planinskega društva Radovljica trenira že od svojega 13. leta, iz mladinskega reprezentanta pa se je z leti prelevil enega najboljših plezalcev na svetu.
Odličnim lanskim rezultatom, ko je med drugim zablestel v Moskvi in postal svetovni podprvak v težavnosti, je letos dodal še naslov evropskega podprvaka, pred tisočimi slovenskimi navijači dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in postal skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti. Za izjemne mednarodne tekmovalne uspehe in dosežke je Luka Potočar prejel prestižno priznanje, Bloudkovo plaketo, priznanje pa mu je podelila tudi Planinska zveza Slovenije, ki ga je razglasila za najuspešnejšega slovenskega plezalca v letu 2021. Trdo delo, vztrajnost, odrekanje in predanost ciljem, po katerih slovi Luka Potočar in ki so tlakovali pot njegovim uspehom, so zgled mladim in so pomembno prispevali k predanosti športu med otroki in mladino v našem in širšem okolju ter k priljubljenosti in prepoznavnosti športnega plezanja, ki je postalo tudi olimpijska panoga. Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem. Sedaj pa prisluhnimo stavku Allegro Assai iz koncerta Trio v G-duru Johana Christiana Bacha. Izvedle ga bodo Liza Kaulina na flauti, Ana Resnik na kljunasti flauti in Martina Okoliš na čembalu. Spoštovani, sledi podelitev plaket Antona Tomaža Linharta, kakor jih je po pozivu javnosti sklenil podeliti občinski svet. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejme Mitja Kapus za raziskovanje zgodovine in ohranjanje kulturne dediščine ter izdajo izjemne monografije. Mitja Kapus je avtor knjige Hiše v Kavni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci. V tej izjemni monografiji, izdani leta 2011, je mogoče prebrati marsikatero zanimivost o nekdanjem življenju v Kavni Gorici in mnogih znanih osebah, ki izhajajo iz tega dragocenega arhitekturnega in kulturnega bisera. Zapisi o hišah, razvoju naselja, predvsem pa o družinah, so zbrani na več kot 700 straneh. Knjiga vsebuje 139 družinskih dreves in več kot 950 fotografij. Svojo raziskovalno pot po zgodovini je Mitja Kapus začel, ko je zapuščini deda Lovra Kapusa našel stare listine, najstarejše sega v letu 1796. Podatke je nato zbiral v številnih arhivih in muzejih doma in v tujini, pri potomcih in krajanih. Bil je tudi pobudnik obnove spomenika padlim v prvi svetovni vojni na pokopališču v Kavni Gorici. Po različnih krajih je pripravil več predavanj in ekskurzij, povezanih s Prvo svetovno vojno. Mitja Kapus je aktiven v lokalnem okolju, prepoznan predvsem po izrednem posluhu za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. V kulturno-turističnem društvu Kavna Gorica pripravlja predavanja, prireditve, nove pohodniške poti, sodeluje pri vzdrževanju in obnovi kulturne dediščine in kot vodnik turistom vedno znova zavzeto predstavlja domači kraj in druge znamenitosti naše občine. Mitja Kapus, dobite ob občinskem prazniku Linhartovo plaketo. Kaj to za vas pomeni in zakaj jo dobivate? V prvi vrsti dobim to plaketo zaradi knjige, monografije, ki sem jo napisal od Kavne Gorice. To je sigurno največje moje delo ali pa kar življenjski projekt, bi lahko rekel, ker zbiral nekako gradivo sem za to delo nekje 6 let. Seveda vedno rečem, da sem zbiral gradivo pa pisal takrat, ko je bilo slabo vreme, ker ko je lepo vreme, grem na svež zrak, na sonce
če le uspem, seveda. In ta knjiga na koncu je nastala zelo lepa, moram reči, ima več kot 700 strani, opisujem hiše, predvsem pa družine, zbral sem več kot 900 fotografij, tako da vsebuje pa približno 140 družinskih dreves in je res taka bogata zgodovina mojega domačega kraja. Kaj za vas plaketa pomeni? Ja, sigurno sem vesel tega, da so tudi drugi prepoznali ves ta čas, ki sem ga vložil v to, pa ga pravzaprav ves čas vlagam v to, da nekako raziskujem našo zgodovino, ki je zelo bogata. Trudim se, da tudi drugi seznanijo s temi mojimi spoznanji, ugotovitvami, pa obenem poskušam ozaveščati tudi druge, da se zavedajo pravzaprav v kakšnem bogatem v vseh ozirih, ali pa vsaj v veliko ozirih, v kakšnem lepem pa bogatem okolju živimo. Vaše novoletne želje? Največ zdravja bi rekel, ker ko bo zdravje, potlej bo tudi vse ostalo prišlo. Iskrene čestitke ob plaketi in hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejme Tomaž Cilenšek za predano delo pri razvoju glasbenih talentov in za ozaveščanje o glasbeni identiteti, ki sloni na Avsenikovi glasbi. Tomaž Cilenšek s pridobljenim strokovnim nazivom svetnik je eden vidnejših učiteljev harmonike v Sloveniji in dobro poznan tudi širom sveta. Njegovo dolgoletno poučevanje inštrumenta, vodenje orkestrov in mentorstvo novim generacijam učiteljev je za Glasbeno šolo Radovljica neprecenljivo. Od leta 2001 pa do danes je s harmonikarskim orkestrom in svojimi učenci prejel kar 85 priznanj, od tega 23 v tujini. Odlično delo Tomaža Cilenška se odraža tudi v povabilih njegovih učencev na nastope in koncerte. Njegova predanost glasbi je poznana vsem, saj se glas harmonike iz njegove učilnice sliši od zgodnjih jutranjih ur pa vse do večera. Visoko cenjena in spoštovana sta tudi njegova pripravljenost za sodelovanje z učitelji kolegi iz celotne Slovenije in pomoč ter mentorstvo zaposlenim. V letu 2017 je Glasbena šola Radovljica začela izvajati program Avsenikove glasbe. V tem modulu učenci pod vodstvom Tomaža Cilenška odkrivajo in razvijajo glasbeno nadarjenost za Avsenikov slog igranja, se že leta redno udeležujejo mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, tako v kategoriji harmonike kot klavirske harmonike, in dosegajo najvišja mesta. Program prispeva tako k ozaveščanju o glasbeni identiteti, ki sloni na pojmu Avsenik, kot na vzgajanju za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz slovenske tradicije. Tomaž Cilenšek, vi ob občinskem prazniku občine Radovljice dobivate plaketo občine Radovljica. Zakaj jo dobivate in kaj to za vas pomeni? Pomeni mi eno priznanje za dolgoletno in nekako sem se trudil, da bi dobro delal. Eno priznanje za dolgoletno delo na področju poučevanja harmonika. Že dolgo let poučujete harmoniko? Ja, mislim, da že 35 let. Tako da sem že bolj proti koncu svoje kariere učiteljske. Kakšne so vaše novoletne želje? Čim več zdravja. Čim več zdravja, pa čim več glasbe. Iskrene čestitke za plaketo. Dobro, hvala lepa. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejme Gregor Avsenik za 40 let uspešnega glasbenega ustvarjanja. Nagrado bo prevzela hči Nataša Avsenik. Gregor Avsenik, najmlajši sin legendarnega Slavka in Brigite Avsenik, je dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Tudi on se je že v otroških letih zapisal v glasbi in se pri 12 začel učiti kitaro pri profesorju Ljudmilu Rusu na glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani, kjer je tudi odraščal. Kot kitarist je prejel vrsto najvišjih nagrad na republiških in državnih tekmovanjih v nekdanji Jugoslaviji. Že kot najstnik je začel sodelovati z ansamblom bratov Avsenik,
leta 1996 pa se je podal tudi na samostojno pot s svojim ansamblom Grega Avsenika, z njim posnel vrsto avtorskih uspešnic ter nastopal doma in v tujini. Gostinsko tradicijo. Z ženo Katarino je dolga leta vodil restauracijo Avsenik v Begunjah, znano kot gostilno pri Jožovcu, je uspešno združil z glasbeno tradicijo. Z ureditvijo večnamenske dvorane v letu 1997 je v Begunjah zrasel hram slovenske oziroma Avsenikove glasbe. Njegovo pot je še naprej zaznamovalo avtorsko glasbeno ustvarjanje. Kot solist je pogosto sodeloval tudi z drugimi ansambli, Gašpari, Gregori ter hišnim ansamblom Avsenik. V zadnjih letih veliko sodeluje tako s hčerko Moniko kot s sinom Sašem in njegovim ansamblom, s katerim je pogosto na turnejah v tujini. Gregor Avsenik se je kot avtor glasbe in besedil podpisal pod več uspešnic, ki so nastale prav ob Sašu in Moniki. Med temi so Morda pa nekoč, Spomin na Pariz, Nesi me nesi, Štajerka frajerka, Zaljubljena dekleta, Na pragu domačije, Čaroben svet in mnoge druge. Iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket. Ob tej priložnosti vam bom prebral odlomek iz Linkartovega govora s svojim kolegom Akademije Operasorum, Akademije delovnih iz leta 1781. Takole pravi: Prvi korak je storjen. To ni korak, ki bi vzbujal veliko pozornosti in šuma, pač pa korak k resnici. Tih, rahel je ta korak, a svečan in pomemben je zaradi vzvišenosti cilja, ki ste mu ga zastavili. Ker ste mirni in varni v zavesti svoje delavnosti, vam ni treba za združitev svojih želja, za soglasje svojih namer, za prehod iz teme na bleščečo pot, za herkulski prehod nobenih slovesnosti. Brez sijaja, brez ozirov. Združujete roke in srca in obnavljate zvezo, katere namen ni nič manj kot razsvetljevanje vašega naroda. Molčati hočete, dokler ne bodo govorila dela, dela pa niso nikoli nema. Je treba Linkartovim besedam sploh še kaj dodati? Drago občinstvo, pred nami je filmski portret Marije Kolar. Moji prvi spomini na Radovljico segajo zelo daleč nazaj, v leto 1962, ko sem začela delovati na glasbeni šoli Radovljica. Ko sem 62. leta prvič prišla v Radovljico, mi je bilo takoj to mesto zelo pri srcu. Sedaj, ko sem pa že toliko let v Radovljici, se mi zdi, da ne bi zamenjala kraja, glede na kulturne dejavnosti, glede na občane. Skratka, rada imam ta kraj, dostopen je vsakemu, lahko potuješ kamorkoli, hitro si v glavnem mestu. Skratka, Radovljica je eno veliko kulturno mesto in sem ga zelo vesela. Moj glavni pouk je bila nauk o glasbi v glasbeni šoli Radovljica. Imela sem zelo veliko dobrih učencev, ki so potem nadaljevali šolanje na srednji glasbeni šoli in seveda tudi naprej na fakulteti oziroma akademiji za glasbo. Ja, zelo sem vesela, Mateja Bajt je magistrica na kljunasti flavti. Začela je 5-letna deklica obiskovati moj skupinski pouk, torej predšolsko glasbeno vzgojo, nato pa kljunasto flavto. No in po 6 letih, oziroma ko je zaključevala osnovno šolo, takrat je bila še 8-letna, je odšla na Dunaj na študij kljunaste flavte in tako je tam preživela kar nekaj let, naredila magisterij in se vrnila v Slovenijo, kjer v Ljubljani na konzervatoriju in na Akademiji za glasbo poučuje kljunasto flavto in na našem festivalu Radovljica ima vsako leto svoj tečaj za kljunasto flavto za
kogarkoli, ki se prijavi na ta tečaj iz Slovenije. Tudi učitelji prihajajo in ta obisk tega tečaja je zelo, zelo dober. Torej, festival Radovljica, da je res v Radovljici ostal, gre v leto 1997. Takratni pokojni župan Vladimir Černe nam je omogočil, da nadaljujemo s festivalom, katerega je predhodno zapustil Klemen Ramovš. In tako smo letos praznovali 40-letnico našega festivala in smo zelo ponosni na to in zelo veseli, da občina ima še vedno posluh za to vrstno glasbeno udejstvovanje. Mislim, da je občina tudi pripomogla k temu, da se festival razvija in da je v našem območju zelo dobrodošel. Pa ne samo to, to je mednarodni festival, kjer se udejstvujejo glasbeniki iz vse Evrope. Velik poudarek pa damo tudi našim slovenskim glasbenikom, ki vsako leto nastopajo na našem festivalu. In upam, da bomo naš festival razvijali naprej, tako kot ima naš umetniški vodja v glavi ogromno novitet, ogromno idej. To je Domen Marinčič in veseli smo, da ga imamo in upam, da bo s tem tudi uspeh se višal. Meni glasba v življenju pomeni res ogromno. Jaz ves čas poslušam in doma in hodim na koncerte v Ljubljano in na vse prireditve glasbene, pa tudi neglasbene. Se udejstvujem v sami občini Radovljica in seveda spremljam ves čas dogajanja na glasbenem področju. Včasih sem se že pohecala, da bi imela kar v Graščini eno svoje stanovanje gor na vrhu, v 3. nadstropju. Zelo rada imam Graščino, zame je ta stavba nekaj pomeni in mi daje veliko energije in zelo rada sem v njej. Tako da Linhartov trg pa Graščina mi je zelo, zelo pri srcu. Mladim bi mi rekla, naj se izobražujejo, naj se spoštujejo in naj svoje znanje uporabijo tudi v svojem lokalnem prostoru. Potem bo nam vsem lepo. Spoštovane in spoštovani, sledi najslovesnejši trenutek današnjega večera. Zato prosim župana, da se mi pridruži na odru. Za delovanje na glasbenem, kulturnem in vzgojnem področju ter prispevek lokalni skupnosti, s katerim je pomembno prispevala k ugledu občine Radovljica in Slovenije, bo naziv častne občanke prejela spoštovana gospa Marija Kolar. Marija Kolar, izvrstna in predana glasbena pedagoginja, v naših krajih že 60 let spodbuja razvoj glasbenih talentov in ljubiteljsko ukvarjanje otrok in mladine z glasbo.
Iz rodne Goriške jo je v Radovljico privabila zaposlitev v glasbeni šoli, kjer je 40 letja poučevala nauk o glasbi, pripravljala učence na tekmovanja in sprejemne izpite, organizirala obiske koncertov in opernih predstav, vodila otroški pevski zbor in prirejala učne ure s pisatelji, ilustratorji, igralci ter glasbeniki. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je na radovljiški glasbeni šoli med prvimi v Sloveniji uvedla delo s predšolskimi otroki. Otroci, ki jih je poučevala, in teh je bilo v vseh generacijah zagotovo nekaj tisoč, se je spominjajo kot odlične in prisrčne učiteljice. Med njenimi učenci so bili tudi Olga Gracel, Andrej Arnol, Jože Kocijančič, Mateja Bajt in številni drugi uspešni glasbeniki. Marija Kolar tudi po upokojitvi nadaljuje z glasbeno vzgojo mladih. Svojim učencem ne predaja le glasbenega znanja, temveč jim pomaga vzljubiti glasbo, umetnost in kulturo. Radovljiška poletja že 40 letja zaznamuje festival Radovljica. Zadnjih 25 let ga vodi in pooseblja prav Marija Kolar, ki je od leta 1997 predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Vedno znova poskrbi tako za tehnično izvedbo, prizorišča, oglaševanja, kot za navdušenje nastopajočih glasbenikov in obiskovalcev festivala. Svoje delo opravlja prostovoljno. Sloves festivala stare glasbe z najdaljšo tradicijo v slovenskem prostoru in njegov ugled v evropskem kulturnem okolju iz leta v leto nadgrajuje kot uspešna organizatorka ter hkrati duša festivala in s tem pomembno prispeva tudi k prepoznavnosti, ugledu in promociji občine Radovljica. Spoštovani, častna občanka Marija Kolar. Marija Kolar, vi ste častna občanka občine Radovljica in ste tudi prva ženska. Kaj to za vas pravzaprav pomeni? Ja, to je pravzaprav velika čast za mene, da sem prva ženska in da je občina Radovljica z županom, cenjenim županom Cirilom Globočnikom in z vsemi sodelavci in občinskim svetom spoznali, da je moje delo vredno tega naslova. Ste predsednica ljubiteljev stare glasbe in prav v letošnjem letu ste praznovali častitljivih 40 let. Tako je, ja. Letos avgusta smo praznovali 40-letnico našega festivala, ki je od 97. prejšnjega stoletja, 1997, resnično samo radovljiški. In imeli smo uspešne koncerte, bilo je res zelo lepo, še posebno, ker ni bilo covida. Kot sem zasledila, ste prišla leta 1962 v Radovljico, Radovljico imate rada. Torej, izredno rada imam Radovljico. V Radovljico sem prišla pa zato, ker je moja družina zelo velika, tole nas je bilo 6 otrok in moj tata je rekel, Marija, zdaj si pa poišči štipendijo, ne morem vseh 3 imeti v Ljubljani. In tako sem iskala štipendijo in tako sem prišla v Radovljico. 62. občina Radovljica takratna mi je dala za 3 leta štipendijo, tako da sem pokrila saj bivanje v internatu. Potem so pa tu imeli potrebo učitelja in tako sem prišla potem 62. leta, še pred koncem študija v Radovljico. In imam izredno rada Radovljico, torej to je moj res biser. Iskrene čestitke ob tem naslovu, častnem naslovu, častne občanke občine Radovljica. Obenem pa še eno vprašanje, kakšne pa so vaše novoletne želje? Moje novoletne želje so take, da bi bila zdrava, pa da bi ljudje v miru živeli in da bi imeli dosti za preživeti. Posebno v novem letu želim, da je veliko miru in seveda spoštovanja drug do drugega. Hvala lepa za pogovor in pa iskrene čestitke še enkrat. Hvala tudi vam. Dragi prijatelji, prav lep pozdrav. Ta večer je res enkraten. Meni bo ostal v trajnem spominu in vem, da je to v življenju res veliko pomeni,
da se počutiš v kraju, kjer živiš, kjer deluješ prijetno, da si spoštovan oziroma da ti spoštuješ ljudi okrog sebe. Meni je bilo to dano v prejšnjem stoletju, v 60 letih, tako kot so že vse povedali o meni, tako da nimam kaj drugega povedati, samo to, da sem prišla v Radovljico in mi je bila res takoj pri srcu. Ampak seveda vozila sem se iz Ljubljane v Radovljico 15 let. Po 15 letih je želja takratnega ravnatelja Egija Gašperšiča bila ta, da naj bi se preselila v Radovljico. Zgodilo seveda se je leta 1977, da sem se s 3 otroki, Primožem, Irino in Andrejem, preselila v Radovljico, v izospan blok. Moji otroci so se hitro vživeli v to okolje, doštudirali, si ustvarjali družine in s tem sem dobila tudi kar 7 čudovitih vnukov, ki sem jih vedno zelo vesela in jih izredno spoštujem. Šolo oziroma pouk v glasbeni šoli Radovljica sem potem naprej nadaljevala. Imeli smo krasen kolektiv, smo se zelo razumeli, imeli smo veliko dejavnosti, tako kot je bilo rečeno, in tako sem ostala še vedno v Radovljici, tudi po upokojitvi. Radovljica mi res veliko pomeni, pa ne samo Radovljica, ampak ljudje v njej, torej občani, občanke, otroci, šolarji. Saj smo včasih tudi na osnovni šoli in v Radovljici in v Lescah pomagali, ko so odhajali profesori na vojaške, torej k vojakom, ali pa na porodniške dopuste. Naj zaključim, da mi je še vedno danes vsak dan dober dan, da ga preživim v svojem okolju, s svojo glasbo in kljub temu, da so to že moja kar precejšnja leta, imam še vedno to izredno rada. In tudi mislim, da je to moj zdajšnji hobi, glasba. No, vse ostalo ste verjetno kar zdajle bili deležni na vseh teh posnetkih. Seveda danes nocoj so me presenetili in globoko sem presrečna, da so nastopili na tem našem večeru, ki ni bil samo moj, glasbeniki iz glasbene šole, kjer sem preživela pol mojega življenja, ne stoletja, pol mojega življenja. In se vsem glasbenikom iz dna srca zahvaljujem. In prav vesela sem, da še vedno imam dobre stike z glasbeno šolo, saj kadar se kaj zgodi, da nekdo ne more priti v službo ali pa da zboli, sem še vedno pripravljena jim pomagati. Jaz bi se pa tudi rada iskreno čestitala vsem nagrajencem nocojšnjem za pridobljena priznanja. Res sem vesela, da se mladi tako visoko odzivajo temu delu. Seveda pa, kot sem rekla, da je to moj najsrečnejši dan, ta najsrečnejši dan ne bi bil, če ne bi bilo na občini toliko razumevanja. In seveda temu se imam v prvi vrsti zahvaliti cenjenemu županu Cirilu Globočniku, ki je to vse izpeljal. Seveda zahvaljujem se tudi njegovim sodelavcem, pa občinskemu svetu, ki so spoznali oziroma prepoznali moje dolgoletno predano delo na pedagoškem in v kulturnem področju v Linhartovem mestu. Mislim, da je tako tudi prav. V novem letu vam želim veliko lepega, ogromno miru, veliko uspehov, v decembrskih dneh do novega leta pa vse dobro.
Spoštovane in spoštovani, skoraj pri koncu današnje slovesnosti smo. Najlepša hvala učiteljicam in učiteljem glasbene šole Radovljica, ki ste sooblikovali današnji večer. Posebej pa tudi Nejcu Burniku, ki je svojo ekipo pripravil filmski portret naše nove častne občanke. Nocojšnji večer bodo sklenili učiteljice in učitelji glasbene šole Radovljica, Irena Kolar, Uroš Atanasovski, Tomaž Špinter, Žan Legat, z gostjo Mašo Cilanšek in skladbo Astoja Piazzole Jostoj Marija. Program sem po scenariju Roka Andresa povezoval Peter Kolman, ki mi ostane čas le še za zahvale in lepe želje. V imenu občine Radovljica še enkrat čestitamo nagrajenkam in nagrajencem. Želimo, da bi še dolgo aktivno bogatili naše kraje s svojim delom in zgledom. Ob skorajšnjem koncu leta 2022 pa vam, spoštovani gostje, občanke in občani, dragi prijatelji, čestitam ob občinskem prazniku in želim vse dobro v novem letu. Buenos Aires, María, no ven que soy yo. María, tango, María, te dará paz. María, noche, María, pasión fatal. María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires. Si en este valle la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si abandono me provoca, te arratata, la muerdo fuerte en la boca, te arratata. Son 10 espasmos en flor, yo tengo mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando misterio trepante atrapando la voz. Y canto y tango que nadie jamás cantó, y sueño que nadie jamás soñó, porque mañana soy